Delovna skupina se je danes ponovno vrnila do prebivalcev na območju Sečovelj, na tem območju, ki je bilo predmet arbitraže. Na podlagi njihovih zbranih pripomb oziroma predlogov smo pripravili intervencijske določbe v zakonu in danes je namen, da jih predstavimo, predvsem pa, da dobimo tudi njihov povratni odziv na to, kar smo pripravili. Na tem območju gre predvsem za 3 sklope. En sklop predstavljajo želje po ohranitvi pravic, ki so jih imeli do sedaj z prebivališčem v Republiki Sloveniji. Drugi sklop je predvsem z področja kmetijstva. Tretji sklop so pa lastninsko-pravna razmerja, ker vemo, da se je na tem območju na določene parcele že vpisala Republika Hrvaška in prosijo za pomoč pri urejanju teh razmerij. Torej, na podlagi njihovih pripomb bomo dopolnili predlog zakona in ga do konca meseca tudi vključili že v vladno proceduro. Kolikšne so odškodnine, krožijo številke 70-80 tisoč, kaj je na tem? Torej, ponovno naj povem, da so to špekulacije. Mi se pogovarjamo individualno z vsakim, ki je izrazil namero, da želi drugače urediti svoje prebivališče. Namreč vemo, da je v naši ustavi zapisana pravica do svobodnega gibanja in tudi izbire prebivališča. In če se naš državljan, glede na to, da se je okoliščina zaradi arbitražne razsodbe glede njegovega prebivališča spremenila in če želi on to spremeniti, država tukaj samo pomaga. Torej ne govorimo ne o odškodninah, ne o nadomestilu, ampak o pomoči, ki jo bo država nudila individualno tem ljudem, ki pač želijo svojo voljo uresničiti. Kakšno pomoč ste pa ponudili ribičem? To bo morda vodja, ki so bili neposredni. Z ribiči smo se dogovorili, da bomo pomoč oblikovali v 2 vrstah nadomestil. Eno je povrnitev neposredne materialne škode, ki bi lahko nastala zaradi lovljenja v delu Slovenskega morja, kjer je to oteženo. Druga oblika pomoči je pa nadomestilo za del izpadlega prihodka pri izvajanju njihove dejavnosti ravno tako v tem delu Slovenskega morja, kjer bi bil ribolov otežen. Veste mogoče okvirne zneske? Ne. Hvala. Še eno vprašanje, zadnje vprašanje, dober dan. Ali imate že podatke, če se je kdo iz teh 3 zaselk, Božini, Škrile in Mlini, prijavil, da bi se rad preselil? Imamo izražene tudi tukaj želje o spremembi prebivališča na slovenski strani. Trenutno naknadno se je še ena, tako da imamo 5 gospodinjstev. Po izkušnjah na terenu, ko smo imeli že v Razkrižju, pa tudi v Beli krajini, se po individualnih odgovorih izkaže, da je to število potem manjše. Z tega območja 5 gospodinjstev? Gospodinjstev, ja. Tako je. Hvala vam.